Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o postu in o tem, zakaj post za ženske ni primeren. Oziroma ne bomo govorili o postu, ampak bomo govorili bolj o tem, zakaj postenje za ženske ni primerno. In če že izpuščate obroke, s čim nadomestite tisto vmes, s čim lahko prekinite ta post. V vsakem primeru zadnje raziskave so, ali pa zadnja bolj trend je, postenje za ženske, postenje za to, postenje. In mnogi preizkusijo in sicer shujšajo, zelo v kratkem času shujšajo. Zdaj pa, na dolgi rok vam povem, da se bo izkazalo, da je to ravno taka nespamet kot ločevalna dieta. In če se spomnite, ločevalna dieta, ne vem, mogoče 20 let nazaj, danes nihče več ne omeni ločevalna dieta, tega ne slišimo več. Zakaj? Ker je evolucija oziroma čas pokazal, da je to največja bedarija. In predvsem te ljudje, ki so se prehranjevali na način ločevanja, so prišli do tega, da njihovo telo je začelo shranjevati. Ker enostavno telo ni narejeno, da danes deluje na vodo, jutri deluje na čokolado, tretji dan deluje na meso. Telo potrebuje vsak trenutek vse. In to je dejstvo. Zdaj naše celice bi lahko primerjali z avtomobilskim motorjem. In zdaj, kot veste, jaz sem pač strojnica po poklicu in mi je tako enostavno primerjati celico in motor. To je edina stvar, kar sem pridobila iz strojništva. In zdaj, če pogledamo samo celico, kot motor naše celice, oziroma mi imamo tukaj noter to celične elektrarne, mitohondrije. Če gledamo našo celico, če eno celico razumemo celo telo. Zdaj pa poglejte. Prva stvar, ki je pomembna pri razumevanju celice, je to, da je celična membrana narejena, reče se fosfolipidni dvosloj. Se pravi, ima dva sloja in tukaj noter so beljakovinska vrata, to je pa maščoba. In vrata iz beljakovin in maščoba. Se pravi, 75% celične membrane je narejeno iz maščob in 25% celične membrane je narejeno iz beljakovin. Prva stvar, kar moramo razumeti, če mi želimo, da bo celica dobro delovala, moramo poskrbeti, da imamo prožno celično membrano. Moramo poskrbeti, da hranilne snovi grejo v celico, da odpadne snovi grejo iz celice. Moramo poskrbeti, da dobi naše celično jedro, kjer je DNK, se pravi, zdaj, če pogledamo DNK, da dobi dovolj sestavin za popravilo, tukaj imamo kromosome, in druga zadeva, tudi mitohondriji imajo okrog celično membrano. Celična membrana je narejena ravno tako iz tega fosfolipidnega dvosloja in pomeni 75% maščob in 25% beljakovin. Naj sedaj, ko to razumemo. Kako naj se prehranjujemo, da naša celica dobi to, kar potrebuje? Prvi odgovor je, nikakor ne na ta način, da stradamo. Nikakor ne. Ker če bomo stradali, ali pa tako kot ba nekoč ločevalna dieta, danes voda, jutri čokolada, tretji dan, ne vem, meso, četrti dan, ne vem kaj. Jaz te nespameti nisem nikdar uporabljala, zato ker sem opazila pri ženskah, ki so to delale, to ločevalno dieto, so shujšale v kratkem času, ampak še hitreje so pridobile vso izgubljeno maščobo ali pa kilažo in še kakšen kilogram za povrh. Zdaj, tukaj mene ne bo. No, potem pa kasneje sem pa prebrala knjigo Zdravilo duha. To je pač o enem šamanu, v glavnem, kako priporoča postenje. No, in takrat to je bilo pa edinkrat, ko sem jaz sama preizkusila post. To je bilo leta 2020 in sem pač preizkusila 3-dnevni post in vam povem, da to ni pametno. Res ni pametno. Zdaj pa zakaj ni pametno? Prva zadeva, kdor je občutljiv na sladkor, in jaz vsekakor spadam v to kategorijo, zato ker imamo pač v družini sladkorno bolezen. In se je začelo dogajati, da prvi dan, brez problema na vodi, normalno sem šla lulat, normalno je blato šlo od mene, vse v redu. Drugi dan, dopoldan, še vse v redu.
drugi dan popoldan se pa moje telo enostavno uprlo in namesto, sploh ne vem, kje se je zaštekalo, ampak v vsakem primeru, namesto, da bi šla lulat, sem začela bruhati. In se mi je začelo v glavi vrteti. In sem se cela tresla. In sem takrat vedela, jaz rabim hrano, ker sem bila tik pred tem, da padem v krog. In posledica tega izleta v postenje je bila pa to, da sem se potem, takoj po tem postenju, zredila za 3 kile in vam povem, da jih še nisem dobila dol. Tako da, stres. Kaj sem jaz naredila s postenjem mojemu telesu? Povečala sem nivo stresnega hormona in ko povečamo v telesu nivo stresnega hormona, naše telo začne shranjevati maščobo. Poleg tega mi nihče ni povedal. Bila sem stara 50 let, bila sem v začetku menopavze in ko ženska v začetku menopavze gre na post, glejte, že tako njeno telo proizvaja manjše količine estrogena, jaz tem, ko sem v mojem telesu povzročila še večjo dozo kortizola, stresnega hormona, mi je izklopil še to proizvodno estrogena, kar sem imela in sem začela pridobivati maščobo na trebuhu. Juhej, tega mi nihče ni povedal. In sem preizkusila na svoji koži, zato vam govorim, pač ne delati te nespameti. Jaz sem to sprobala in to ne deluje. Kar sem pa sprobala in deluje, je pa sigurno to, da post ne deluje. Zdaj pa kako pa jest, da vseeno upoštevamo te znanstvene dokaze, ki govorijo o prid postenju. Ja, postenje od ogljikovih hidratov. Zdaj pa kaj pa to pomeni? Postenje od ogljikovih hidratov pomeni, da uživaš minimalno količino testenin, riža, kruha, sploh belih testenin, pice, bureki, razne slaščice, razne torte in v to postenje spada tudi sadje. Zdaj pa, ko vi začnete na ta način se postiti, kaj se zgodi? Seveda potrebujete vlaknine in na račun sadja pojeste toliko več zelenjave. To zdaj ne pomeni, ne jem sadja, bom jedla samo meso. Namesto sadja poješ več zelenjave. Seveda sem spadajo tudi olive, pametno je jesti olive, pametno je jesti bučke, pametno je jesti blitvo. Jaz zdaj štejem na mojem vrtu, kaj vse imam. A veste, kaj imam zdaj na mojem vrtu? Ogromno zelene. In vsako jutro, ko vstanem, grem na vrt, porežem stebla zelene, zmiksam, popijem, no jaz najprej predsedim, pa popijem najprej samo ta sok, potem pa dam v smuti, dam zeleni del, to, kar je ostalo, gosti del od zelene. Potem imam kromač. Kromač, zdaj verjetno se sprašujete, kako ga uporabljam. Enostavno ga naribam ali pa zelo na tanko narežem in naredim iz tega sladko-kislo solato. In to pomeni, dam kromač, dam zraven avokado, kakšne, ne vem, grenivko dam zraven, lahko tudi granatno jabolko, če je to jeseni, zdaj ga nimam pač, ali pa borovnice, tako da v bistvu zmešaš eno tako krasno sestavino za solato. Čakajte, vam bom pokazala, kje imam recept. Recept za to krasno solato imam v tej knjigi Minkina kuhinja, pa tudi ko imajo čakre žur, tam noter je ta solata. Pa to je toliko dober, to je tisto super. Potem na vrtu imam, se pravi kromač, zelena, nadzemna kolerabica. Nadzemna kolerabica, poskusite, kako je to dobro, to zdaj jo dobite na tržnici, jo dobite pač v trgovini. Nadzemna kolerabica enostavno lupite in narežete na trakove in pomakate to nadzemno kolerabico v bučno olje. Pa zraven kakšen sir na koščke narezan, pa kakšne orehe. To je toliko dober, pač to je toliko dober. A ja, ne vem, a sem vam že povedala, jaz zdaj zaključujem, končno zaključujem to mojo novo knjigo,
Naslova še nimam, ampak nova knjiga z recepti, tudi za avtoimuna obolenja, za vse tiste, ki imate neka vnetja v telesu, ki imate sladkorno bolezen, ki imate, ne vem, demenco, ki imate vnetje želodca, ki imate vnetje pljuč. V glavnem, v vsakem primeru, tudi recimo prehrana pri raku, prehrana pri vnetju sklepov, to sem že rekla, nespečnosti. V glavnem, to knjigo pripravljam in še malo pa bom dala, tudi se bom povedala, v parih dneh bom zdaj imela že možnost prednaročila, v vsakem primeru je pa zdaj že pri oblikovalki. No, tole je ta solata iz koromača, grenivka, avokado. To je tako dobro. Jaz vam na vrtu pač raste kot plevel, raste rukola. To je tako dobro in to si pač pripravite. In to je krasna večerja. Zdaj, zakaj vam pa to govorim? Pri postu, če se pustite od ogljikovih hidratov, se pravi, da minimalno uporabljate kruha, testenin, pic in tako naprej, uporabljajte pa večjo količino na ta račun zelenjave in beljakovin. No, zdaj se pa mogoče vprašate, kje je v tej solati, če je solata s koromačem, kje so tukaj noter beljakovine? A veste, kje? Dodate zraven kuhano jajce. Kuhano jajce je vir beljakovin. Se pravi, z zelenjavo in beljakovinami lahko vi prekinete vsak post in vaše telo ne pade v stres, vaše telo ne dobi tiste informacije, treba je shranjevati za slabe čase, vaše telo ne začne skladiščiti maščobe na trebuhu in se počutite odlično. A ni to zdaj dobro? No, zdaj pa pojmo nazaj. Še eno stvar imam tam na vrtu, vam moram povedati. Veste kaj? Ta male piščančke imam spet, pač še malo pa bom povedala, kdaj bom imela na razpolago kakšnega petelinčka. Zdaj imam 4 petelinčke iz legla, ki je bil za veliko noč. In te petelinčke bom verjetno raztalala. So pa krasne. Eden je malo šekast, 3 so pa beli. Tako da ni to fajn. Pač narava sama se obnavlja. Kako dobro. No, zdaj pa gremo nazaj na celico. Se pravi, če mi razumemo celico in če razumemo, da če naše celice ne dobijo maščob, v prvi vrsti maščob in beljakovin, postane naša celična membrana trda in zaskorjena. In kaj se potem zgodi? Hranilne snovi, ki bi morale iti v celico, ne pridejo v celico. Druga zadeva, odpadne snovi, ki bi morale iti ven iz celice, ostajajo v celici in začnejo zastrupljati celično jedro. In ko je enkrat celično jedro zastrupljeno, pride informacija razmnoževanja celice popačena. In to pomeni, da na dolgi rok vi lahko pridelate ne samo, ne vem, avtoimuno obolenje, kot je, ne vem, zakisano telo, no, se to niti ni obolenje, ampak se vam zakisa telo, ker imate zakisane celice, lahko zbolite za avtoimunim obolenjem, najšibkejši člen v vaši družini, ki je povezan z vzorcem čustvovanja, pač popusti. No, tako da, ko razumemo celico, razumemo zdravje. Zdaj pa poglejmo še eno stvar. Mi imamo tukaj noter mitohondrije. Ena celica, mišična celica, ima lahko 1000 mitohondrijev, se pravi 1000 elektrarn, celičnih elektrarn, ki proizvaja energijo in na podlagi tega se počutimo dobro, z energijo in tako naprej. Ta energija se ne meri v vatih, tako kot električna energija, ampak se imenuje ATP energija. No, in zdaj, če gledamo, večkrat imate mišic, več imate teh celičnih elektrarn. Poglejte. Da pa pride do vžiga, in to je čisto strojništvo, da pride do vžiga, pa mi potrebujemo v mitohondrijih C vitamin, potrebujemo magnezij in potrebujemo B6 vitamin. Se pravi, brez C vitamina smo kot povoženi, kot povožena žaba na cestišču. Brez energije, mrtvi. Brez magnezija, ne samo, da bomo mrtvi, bomo poleg tega imeli težave s krči, ne bomo spali, ne moramo se umiriti,
imamo nemir, špika nas pri srcu, vrtoglavica se pojavlja. Brez B vitamina, B6 vitamina se pa zgodi to, da beljakovine se ne morejo presnoviti. Zdaj pa kaj to pomeni? Če se beljakovine ne presnavljajo, se naenkrat zgodi, da se koža zguba, da postanete stari, zgubani in polulani. Zdaj razmišljate, v redu, Minka, kaj naj jem? Razumem. Potrebujem maščobe, beljakovine, C vitamin, magnezij, B6. Pač ena stvar, seveda, zdrave večerje, absolutno zdrave večerje, pač vzamete knjigo Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in pogledate, kaj je za večerjo. To isto sem pisala tudi v knjigi, ko imajo hormoni žur. No in zdaj kaj to pomeni? Pogledaš večerje, kaj je za večerjo, poleg tega je pa pametno, da zvečer dopolnite prehrano z omega-3 in C vitaminom. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker omega-3 deluje na to, da se celična membrana zmehča, dobre maščobe smo rekli, poleg tega pa C vitamin je pa vžigalca. Popravilo kolagen obnavlja, veže naprej, pač naredi več kot 50.000 presnovnih procesov, v telesu spodbuja C vitamin. Pomislite, nimamo niti pojma, na kaj vpliva, ampak vemo pa, kdaj ga manjka. Če kadite, vam manjka C vitamin. Ena cigareta, 100 mg, ne, 300 mg C vitamina. 100 mg C vitamina. Če ste 20 minut razdraženi, 300 mg C vitamina. Če zraven še kadite, 400 mg C vitamina. Pa rečeš, v redu, se jaz na dan pijem 2 limoni, koliko miligramov dobim C vitamina? 50. Za eno, ena limona, 50 miligramov. Zdaj pa pomislim, kadiš? Za en cigaret 2 limonadi, v redu, za 20-minutni čustveni stres še dodatnih 6 limon. Ne vem, če jih lahko toliko pač užamete pa popijete, ampak v vsakem primeru, če posegate po prehranskem dopolnilu, pa mora biti C vitamin s postopnim izločanjem, z dodanimi bioflavonoidi, zato da se veže. Zdaj pa spet, kaj je ta zadeva? Bioflavonoidi so, če pogledamo, imamo grenivko, ki je oranžne barve. Grenivka vsebuje C vitamin. Bioflavonoidi so pa barvilo, ki dajo grenivki oranžno barvo. Se pravi, ti bioflavonoidi, to je v bistvu ena frakcija C vitamina, pomagajo pri vezavi C vitamina. To je to. Preprosto, preprosto. Ok, razumem, ni to preprost, ampak če vidite, da ste kronično utrujeni, če vidite, da se starate, da imate podočnjake, še to, dame moje. Če vidite, da se starate, prvo stvar, dajte alkohol stran. Dama, ki vsak dan pije alkohol, se zgodi, da tukaj noter se poglobijo tele gube, potem se tukaj noter naredijo taki globoki podočnjaki in če samo občasno pijete, recimo vsak vikend, je po vsej verjetnosti boste zatekle v obraz. Če pijete vsak dan, boste postale zelo postarane. Tako da, drage dame, za nas alkohol ni. In če se pustite od česa, se pustite za začetek od alkohola, to je prva zadeva, druga zadeva od sladkorja in tretja zadeva od moke. To je postenje. Ne pa, da človek reče, jaz se pustim, zdaj ne bom jedla in ne ješ 12 ur, to ni zdravo za tvoje telo. Sploh, če si ženska, po 40. letu, če si tik pred menopavzo, se pravi ta perimenopavza, če si vmeni, če si pomeni, v vsakem primeru, postenje ni primerno za ženske. Zdaj pa tisto, kar je pa res primerno za ženske, je pa to, da poskrbimo, da smo čim bolj v miru. No, zdaj pa pejmo na mir. Še to, preden zaključam tole zgodbo. Če vidite, da vam tole ne gre, ta celična prehrana, vzamete Pro-Vitality Plus in imate noter maščobe, C vitamin, magnezij, B6,
Če vidite, da se postopoma ali pospešeno starate, vzemite še shake. Pač vam bom dala od spodaj noter povezavo, koda za 10% popust je zdravje. Tako da jaz to uporabljam, meni je to res dober, 100% naravno, sploh pa podjetje Neolife obstaja v svetu že od leta 1956. Se pravi, letos je naše podjetje v svetu, koliko je to od 56, 70 let. 70 let podjetja, ja, mislim, da 56. Pač ogromno časa. Dejstvo je, dalj kot sem jaz na svetu, v vsakem primeru. No, zdaj pa pojmo na tisto čustveno ozadje, če je zdaj bila zanimiva luna, mlaj, pa še neka Venera, pa nek Jupiter, ki so se nekako skupaj poklopili in je vse skupaj udarili na čustva in na resnico. In potem je samo še metal ven in je bilo tako pri mnogih, kot da se peljejo po zelo razdrapani makadamski poti. Je bilo intenzivno. Lejte, če se je vam zdaj ta vikend dogaja kar intenzivno, dajte napisati od spodaj v komentar. Res me zanima, kaj se je pri vas dogajalo. Ampak tisto, kar sem jaz imela priliko okusiti na svoji koži, je bilo zanimivo. No, v osnovi sem bila bolj opazovalec dogajanja. Zdaj pa gremo na nekaj pozitivnih sporočil, ker tisto, kar je pa pomembno, kako zmanjšati stres. In tukaj je pa stvar, ki je ključna za ženske, ki želijo shujšati. Ne kako se pustiti, ampak kako zmanjšati stres. No in kako zmanjšati stres, danes sem se pogovarjala o tem, kako pomembno je izražati čustva. Kako pomembno je, da ne tlačiš in da ne pripeleš sebe do te točke, da si tempirana bomba. Si nagle jeze. Če si nagle jeze, pomeni, da imaš vzorec čustvovanja v svoji družini, se pravi, to je nekaj, kar se prenaša, za vsako ceno potlačim čustva, se delam, da sem prijazna, da je vse v redu, da nič ni narobe, ampak ko se mi nabere, pa samo še ruši. Kot naletna mina. Če se vam to dogaja. Pomeni, da se vi učite, takoj ko zaznate, da nekaj ni v skladu z vašo potjo, enostavno rečete, jaz v tej situaciji se počutim na ta in ta način. Mogoče, če težko definirate svoje čustva, dajte za začetek začeti pisati. Kaj se je dogajalo čez dan? Jaz ponavadi prespim eno noč, da lažje definiram moja čustva, da lažje povem, kaj občutim, ampak nič več. Nič več. Povem, jaz v tej situaciji občutim to, to in to. In vidim rešitev na ta in ta način. Ker poglejte, če imate vzorec čustvovanja, in to je bil vsekakor nekoč moj vzorec čustvovanja, in vem, da kako ne rečem, v mojem prvem zakonu, se pravi, a veste, nočem uporabljati ta moj bivši mož. Pač v mojem prvem zakonu sem delovala tako, kot sem imela vzorec od doma. In kaj se je dogajalo? Dogajalo se je to, da sem potlačila, bo tih pa potrp. In če ste vi se enkrat v življenju slišali, bo tih pa potrp, pomeni, da imate sigurno ta isti vzorec tudi vi. In potem, ko bodi tiho in potrpi, si lahko predstavljate, da je to na ta način, kot neka škatla, potlačiš, pa jo zapreš. Pa spet potlačiš, pa zapreš. Pa potlačiš, pa zapreš. Slej ko prej, ta kompostnik bo poln. Slej ko prej. Slej ko prej, ta kompostnik bo iz njega začel smrdeti. Slej ko prej. To je tako kot greznica, ki jo ne prazniš. In če si predstavljate, da imate to greznico na sredini dnevne sobe, to ni nekaj izven vaše hiše. Ta greznica, neizrečena čustva, je kompostnik, je kanta za smeti na sredini vašega dnevnega prostora ali pa v spalnici. In ti tlačiš. In tlačiš. In tlačiš. Slej ko prej bo začelo to tako močno smrdeti, da enostavno
ne bo več šlo. Zato, glejte, če ste pametni, začnite sprot govoriti o svojih čustvih. V tej situaciji občutim to in to. Aha, in zdaj že čutim, ko smo pa prišli do tega čustvenega stanja, potlačevanja, se pa že na energijskem nivoju nekaj začel čistiti. In to pomeni, da če ti gledaš tale video, pomeni, da v neki meri imaš ta isti vzorec tudi ti. No in zdaj, če preverimo z mišičnim testom, ga dajmo kar skupaj narediti, najprej preverimo, potrebo imam potem, da potlačim svoja čustva. Jaz sem to počistila, kaj pa ti? No, da vidimo. Naslednja stvar. Zase menim, da sem tako kot tempirana bomba. Jezi me moja jeza. Preveri še to. Ne? Pač to je nekaj, kar je potlačen. Jeza je samo tisti ventilček pri ekonom loncu, ko že vse eksplodira, ko samo še piska. Ne? To je zelo pomemben, da zdaj, če naredimo eno kratko meditacijo, stvarnik, če jo najvišje dobro, tele dušice, ki tole posluša, da se vzorec nje in njene družine sčisti vseh smerih časa in prostora, vzorec čustvovanja, ki je povezan s potlačevanjem čustev, ki je povezan z globoko žalostjo. Tako prav zanimiva energija gre prav na želodec, na neko zadevo, ki je tako, kot da bi se ta potlačena jeza zgrudila, pogreznila v želodec in potem samo še bruhne ven v obliki refluksa, v obliki jeze, v obliki notranjega vulkana. Naj se ta notranja potlačena energija enostavno spremeni najvišje dobro njene duše. Tvoje duše, ki tole poslušaš. No, tako se že sprošča energija, že čutim, da tako gre. Pač v glavnem, ko delam terapijo, jaz čutim vse energije na svojem telesu in točno vem, kaj občuti nekdo drug. Temu se reče zrcalni nevroni. Se pravi, se v bistvu na nekem nivoju poglobiš ali nakonektaš na isto energijo kot oseba, ki je na drugi strani. In te zrcalni nevroni dobesedno sproščajo enake reakcije v mojem telesu, kot so v vašem telesu. In ja, je zanimivo. In potem to počistimo. Veste, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže. In ko začnete delati zdravilna molitev dekodiranja, vse se spremeni v vašem življenju. Vse bolečine zginejo. Bolečine zginejo, ampak to bolečine, ki so bile že leta in leta prisotne, ker bolečina na telesu je ujeto čustvo. Zgine, enostavno zgine. Tako deluje, pač tako delujejo energije, ker mi smo v osnovi duša s telesom. In mi, ko jemo zdravo hrano, mi zdravimo tako telo kot dušo. Vse med sabo povezan, tako kot je zgoraj, je tudi spodaj. Pač tako je. No, zdaj pa gremo na nekaj pozitivnih sporočil, da vidimo, ta energija se je sprostila, krasno, da vidim. Stvarstvo za tole dušico, ki tole posluša, kaj je za njo. Pomembno, da ta trenutek o zavesti ve, kaj je prav, da se zgodi. Višja zavest. Skozi tebe teče božanska ljubezen. Tvoja zavest se dviga na višji raven. In očitno te tvoja duša ne pusti več primer, ne dovolj več, da počivaš, pač moraš iti na nek način naprej. Vse je tako, kot je prav, bodi mirna. Neskončnemu v tebi vse uspeva. Povezuj se s sončno svetlobo, sončno energijo. Ti si žarek sprememb. Se pravi, je vse tako, kot je prav. Tvoje življenje prihaja obilje na vseh nivojih, prav fizično bogastvo in imaš vso božansko podporo. Se pravi, ideje, ki prihajajo v tvojo zavest, so povezane z višjo zavestjo tvoje duše. Ideje, ki ti jih tvoja duša govori, je to povezano z božansko podporo. Si ljubljeni otrok stvarstva, zaupaj, da je vse v redu, da si v popolnem varstvu,
da vse to, kar se ti je dogajalo, zato ker je to korekcija tvoje duše. Ujeta energija iz mnogih preteklih življenj. Največkrat predelujemo z eno osebo zataknjeno energijo iz enih 3-4 življenj. Tisti najbolj intenzivni odnosi. In drugo, ta breme, ki ga nosiš, je ponavadi povezan iz 3-4 življenj, tako ujeta energija, da enostavno se potem v tem življenju mora manifestirati ta odnos, ne vem, mama, hčerka. Ali pa tašča, pa ta mlada. In upočasni svoj tempo, bolj počasi pejt, zato da boš lahko vse skupaj počistila in še enkrat je prišla zavest. Se pravi, tvoja zavest se dviga na višjo raven. Tvoja zavest vibrira in ne more več dovoljevati, tvoja duša, da imaš blokade iz težkih preteklih življenj. Da imaš obremenjeno energijsko polje in dejstvo je, začeli smo pri postu. Noben post ti ne bo pomagal pri tem. Daj za začetek postenje od negativnih ljudi. Ta post je pa ta boljši. Se strinjaš? No, dajte napisati komentar, da slišim, kdo se strinja z mano. Postenje od negativnih ljudi, vam povem, to je tisto postenje, ki vam bo preoblikovalo vaše telo. Zakaj? Zato, ker ne boste imeli stresa. Stresni hormon ne bo povzročal stresne maščobe. Ko vi nimate več stresnega hormona kortizola, se tvori rastni hormon, hormon DHEA in avtomatično shujšate. No, to je pa zdaj epilog celega tega razmišljanja. Tako da post, absolutno ja, od negativnih ljudi. Tako da uživajte in se vidimo kmalu v naslednjem videu. A ja, pa še to. Hvala vam, ker me spremljate, ker me podpirate. Hvala vam za vse lajke, hvala vam za vso podporo. Tudi če nič ne pustite, nobenega komentarja, hvala vam za energijo. Zato, ker energija vedno teče in tukaj čutim, da se lepo pretaka. Tako da hvala vam za vso podporo. Uživajte in se vidimo kmalu.